Lepo pozdravljeni v novi epizodi iz podcasta Zevo. Priljubljena serija Skrito v raju se je končala in gledanost serije je rušila rekorde. Ne samo gledanost, tudi priljubljenost vseh igralcev se mi zdi, da je naraščala iz dneva v dan. Mnogi ste vsak večer spremljali, kaj se bo dogajalo v novi epizodi, kakšni bodo zapleti, kakšni ljubezenski trikotniki se bodo dogajali in tako naprej. In zato se mi je zdelo zelo smiselno, da v goste povabimo tudi tisto žensko, ne vem, če lahko rečem gospo, ki je imela zelo, zelo veliko ustvarjalnega dela v ozadju, ker vedno so v spredju bolj kot ne igralci. Katja Černela, živjo. Živjo, dober dan, Eva, živjo. Lepo te je videti. Tudi tebe, Katja, in se mi zdi, da sem prav zadela, ko sem rekla, da kreativni del v ozadju je ponavadi tisti del, ki mnogi ne pomislijo, kako pomemben je, zato ker seveda pademo noter v to serijo in v razplete in tako naprej, pa vendarle ste te ljudje v ozadju seveda zelo, zelo pomembni, pa hkrati radi skriti. Zelo radi skriti, tako da taki intervjuji so res ena taka redkost. Jaz sem že tako po duši bolj radijec bila vedno in mi je bilo to vedno bolj všeč, no? Biti nekje v ozadju ali pa pomagati tem, ki so v ospredju. Moram biti tle zelo iskrena, da kreativna ekipa v produkciji Idealisti, ki je ustvarjala serijo, je res velika in v bistvu je vsak po svoje na svojem področju kreativec in da svojo največjo moč v tisto, kar obvlada, kar zna, je to maska, je to scenografija, je to kostum, je to zgodba. Jaz sem pa v tej vlogi nekako, da med drugim skupaj s postavitvenim režiserjem te ljudi povezujem, da bdim, da gremo po poti, ki smo si jo začrtali. Tako da mislim, da je tle kreativni duh vseh skupaj, ki je zelo močen in mislim, da se je to tudi v seriji pač se je malo odražalo. No? Zagotovo. Ja. Vrnili se bova še k delu in k seriji. Ja. Tisto, kar se mi zdi fino, da na začetku sploh poveva vsem, ki naj jo gledajo in poslušajo, je to, da v bistvu rada bi, da nam razložiš, kako ena takšna serija v resnici sploh nastane, ker mnogi si morda napačno to predstavljamo, da Katja je nekdo, ki je bila pošalist in je sedela pred prikolico na ležalniku in je prišla na idejo, kaj bi snemali. Ne? Pravzaprav, kar se tiče serije Skrito v raju in dnevnih serij, je avtor v bistvu scenarijev je Pop TV oziroma ekipa, ki je na Pop TV-ju tako ustvarjati serije skupaj na čelu z odlično Andrejo Virk Žerdin, ki nekako zelo je šefica, bom rekla, ne, da stvari potekajo tako, kot je treba, seveda ob urednikih in vseh ostalih, ki so zraven. Tako da sama izvirna ideja in scenarij nastajajo tam. Ne v produkciji Idealisti. Idealisti smo pa tisti, ki scenarije vzamemo, vsaj moje delo je od začetka, pravzaprav postavimo serijo, da potem produkcija je taka, kot je, da serija zaživi, da zaživijo igralci kot liki, da naselijo like, da razumemo like, se posvetujemo s Pop TV-jem oziroma z ekipo, z urednikom, urednico, kaj bi bilo še fino popraviti, kako lahko igralcu razložimo, kam se razvija njegov lik. Ne? Skratka, veliko enega dela v ozadju. Mi dobimo pravzaprav opis serije, ga preučimo skupaj postavitvenim režiserjem, nekako predelava tudi prve scenarije in pa karakterje. Potem pa začnemo s castingom. Torej, v produkciji iščemo ljudi, ki bodo najboljš, mi pravimo, naselili karakterje, ki jih je scenarij predvidel. Se pravi, da bodo tja pasali, da bodo družine pasale skupaj, da bo ta igralec, ki je izražal to energijo, ki so si jo oni zamislili. Skušamo tukaj nekako zadeti tiste prave ljudi. Ne pomeni, da so eni boljši, pa tisti, ki niso izbrani, slabši, daleč od tega. Ampak ne moreš gledati samo posameznika, ampak celotno zgodbo. Potem pa seveda, ko začnejo scenariji prihajati, jaz preberem vse scenarije. Jaz sem ta človek, ki je v bistvu od začetka pa do zadnje montaže zraven. Nekako vem za vsak trenutek v zgodbi, zato se lahko tudi name kdorkoli obrne. Potem se pa začne akcija, potem pa v bistvu predelujemo scenarije, iščemo boljše variante, tudi produkciji bolj prijazne ali produkciji bolj zanimive.
in potem začnemo pač samim izvajanjem. Tako da proces je dolg. Izbiramo kostum, ki ga bojo ljudje liki nosili, kje bodo živeli. Skratka, ogromno dela, no, preden pride stvar do prve klape. Do snemanja sploh, ne? Ja, to je ena taka Zdaj stvar. ta casting, ki si ga omenila, ne, te liki, absolutno se mi zdi, da tako kot si rekla, morajo pasati, ne, se pravi, ta igralec mora res, Lara mora biti Lara, ne, in Matej, oziroma, tako, Mark mora biti Mark. Koliko je pa recimo tega, da na castingu imaš tisto občutek in rečeš, Ne vedno. Ne vedno, ne? Ne vedno, ne nujno, sama veš, da smo mogoče v mlajših letih tudi kdaj bili na kakšni audiciji ali pa smo pomagali na kakšni audiciji, da nekdo, ki mogoče prvi trenutek se ti je zdelo, ni pokazal vsega, kar lahko, čeprav profi igralci to seveda naredijo. Potem je pa zaživel, potem je bil pa ena izmed največjih zvezd, ne vem, je to radija ali televizije. Ni vedno nujno, je pa res, da v večini delamo z igralci, ki obvladajo svoj posel in tisto pravo energijo ali pa potencial energije, ker seveda je nas več, ki jih opazujemo in z njimi govorimo, nekako združimo ta mnenja in mogoče vidiš ne še tega lika, ker ga ne moreš, ker igralec ima premalo informacij na audiciji, ampak vidiš pa njegov potencial, da bo šel v smer, ki jo pa mi vidimo, da jo lik mora predstavljati. Tako da tukaj je ena taka kombinacija različnih mnenj, pa tukaj nas je več, no, ki vsak v bistvu po svoje nekako gleda, po vsebinski plati, po kakršnikoli in potem združimo moči. No. In koliko je bilo recimo takšnih kandidatov, za katere recimo si lahko res tisti prvi vtis, ki si rekla, Matej je pa res čista prav Mark. Pa mislim, da večina, no? Da pri večini kar veš, da je to. Da začutiš. Tako kot sem rekla, da je tudi potencial, da gre v to smer, ki jo pravzaprav želiš in jo želiš pokazati. Koliko je pa recimo potem tega, se pravi, ti si z njimi od začetka, torej od casta naprej, ko oni pravzaprav še ne poznajo, kaj točno se bo nek lik razvijal in tako naprej, spoznaš osebo, igralca, potem ga pa vidiš, si z njim, ko se vse to pač pripravlja in potem seveda tudi na snemanjih. Ja, veliko te postavitve lika in tega, kam stvar gre, je delo postavitvenega režiserja. To je pri nas v našem primeru, tako v Skrito v raju, kot tudi zdaj pri novi seriji, Nikolaj Vodošek, naš postavitveni režiser, glavni režiser, ki je nekako, bom rekla, ta mind, ki postavlja vse in tudi dela intenzivno z igralci. Torej, delo režiserja je z igralcem. Iskanje nijans, iskanje načinov, iskanje, če hočeš tudi govora, konc koncev, kako bo nekdo govoril, ali bo govoril zelo pravilno, ali bo govoril pogovorno, ali bo imel nek del. Skratka, veliko enih takih stvari in tudi to, kako se čuti, kakšen odnos ima z drugim likom, ker včasih iz prizora tega ne moreš zaznati, ali pa se vmes tudi spremeni, kam gre neka zgodba in igralcev v bistvu zna biti precej težko, ker ne snema zaporedoma. To mislim, da tudi ne vem, če ljudje vedo. Da v bistvu se serije niso snemale prvi del, drugi del in tako, ampak vsi prizori na morju zdaj, potem vsi prizori v enem stanovanju zdaj. Pogosto se snemajo prve stvari celo najpozneje, zato ker ti v bistvu, ko štartaš snemanje serije, ali je to na lokaciji morja ali v studiu, je v bistvu fino, da stvar steče, da osvojiš prostor, lokacijo in je bolje, da štartaš z nekimi prizori, ki niso tisti prvi, ki najbolj naredijo vtis, ampak v bistvu tiste speleš potem pozneje, ko so igralci že v liku, ker na začetku v bistvu glede na količino teksta, ki jo imajo, morate vedeti, da snemalni dan traja od 6 pa do 6. To so zelo velike količine, ki jih morajo in memorirati in hkrati odšpilati, pa ne zaporedoma, tako kot smo rekli, da je to v bistvu kar zelo, zelo naporen drill. In ko enkrat osvojijo lik, se jim ni treba, tako kot razlagajo, več toliko učiti, zato ker že kar vejo, kaj bo
kaj bi pa rekel ta lik, kako na kakšen način bi pa rekel, in se veliko tekstov tudi popravljajo. Tako da, lahko s svojimi besedami v bistvu potem že pove. Ne? Tako da prve stvari se običajno ne snemajo na začetku, to že moram priznati. In tudi lahko en igralec snema recimo prizor iz druge epizode, potem za njim sledi prizor na isti lokaciji iz 16. epizode, ko se je vmes zgodilo že veliko, ko se je skregal že z nekim drugim likom, ko je čisto v drugem čustvenem stanju in morajo preklapljati. In to mislim, da so te igralci, ki sodelujejo z nami, mislim, da so genialni, da zmorejo v bistvu tak drila, ne? To je res tekoči trak. Ne? Ja, in res se mi zdi tako, da ko tisti, ki so spremljali res od prve do zadnje epizode serijo, pa tudi tisti padalci vmes, ki smo tu pa tam spremljali, ampak ne glede na to, kako pogosto smo gledali to serijo, smo dobili vtis, kot da so igralci zares takšni, kot jih vidimo v seriji, ne takšni, kot so za 4 stenami. In tudi te sprejemi, ki ste jih imeli, so v bistvu dokazali prvič priljubljenost serije, kot drugo pa tudi to, da ko si tam zagledal, recimo, na tekočih stopnicah, zdaj si bom zmislila Renata, in si mislil, to je pa en negativc, težko naredimo ta preklop, v smislu, da ko ga tam vidimo, sej ni, ker pač toliko pademo noter v te njihove like. Jaz mislim, da ta igralska, mislim, da se je Skrito v raju, je pač plod neke absolutno profesionalnosti iz vseh področji, od vseh ekip, da rečem, tako Pop TV-ja, kot verjetno tudi naše ekipe in vse igralske zasedbe, produkcijske. Tukaj moraš vedeti, 120 ljudi v povprečju se deluje tudi do 200, ko gre za več statistov. Skratka, to je res veliko stroj, s tem, da se seli še na morje in nazaj. En ima takrat predstavo, drug takrat, kot da smo bili turistična agencija tudi hkrati. Skratka, to je ena tak velik pogon, ki se mora se nekako sestaviti, mora se vse poklopiti. In jaz mislim, da tukaj smo vsi nekako vedeli, da bo krasno in da je krasno, tudi ekipa se je odlično razumela. Oni so bili res, da bi bili na počitnicah skupaj. Ste pričakovali tak uspeh? Mislim, da nas je v določeni meri vse presenetil in presenetila ta rekordnost, priljubljenosti, predvsem pa ta odziv mladih, ker gre v bistvu za najbolj gledano serijo, zadnjih nekaj let, absolutno rekordno gledanost in mladi so odhajali iz televizije, mladi so odhajali od domačih vsebin, ponudniki različnih pretočnih vsebin in serij in tega nekako preplavljajo trg in mislim, da se je začel ta rahu zaton tega, ampak kar naenkrat se je pa vsa ta mlada publika vrnila tako na Vojo, kjer je bila tudi rekordna gledanost, in tudi na pop, pravzaprav v realnem času. Tako da, in potem te sprejemi. Mislim, to je tako. Mi smo bili zdaj na teh sprejemih, praktično 2 leti po in ko spet začutiš ta vibe, ta občutek, in ko si, pojejo komad in je tako navdušenje, mislim, to je neverjetno. Tako da mislim, da igralci so bili fenomenalni in so fenomenalno opravili svoje delo. Tako da se je res vse poklopilo. Morje, igralska zasedba, produkcija, vse. Pa tudi konec koncev zgodba. Zgodba, absolutno. Zgodba je pa osnova, na kateri v bistvu potem gradimo serijo. Tako, ker marsikakšne serije slovenske smo že videli, pa so bile takšne in drugačne vsebine, ampak dejansko te pavšalisti kot takšni, je pa res nekaj, kar še vedno res veliko ljudi ob petkih gre na morje. Sej to mislim, da imamo vsi nekje v našem kolektivnem slovenskem DNK-ju. Imamo tudi hrvaško obalo, bom kratko rekla, imamo to morje, imamo ta občutek, da ko se preselimo na morje, smo pa čisto v drugem filmu, družimo se vsi poprek, mogoče tudi še malo v času nazaj tega občutka, ko so se v kempu res nekoč družili direktorji in delavci, bilo je nekoč. Mislim, da imamo to vsi v sebi, potem pa pač mlada ljubezen, dobra zgodba, medicina, zdravstvo, kraje, to odpreš pač mogoče karkoli in je to. Mogoče sem se poistovetila, veš, ker je tudi moja prva ljubezen bila kemp ljubezen in pol sem našla. Spomine, vsi najdemo nek delček, kjer se lahko poistovetimo. Tako da mislim, da je bila super zastavljena zgodba, odlično so naredili in spisali.
in potem pač je bila izvedba tudi. Mislim, da je vsak na svojem področju dvignil stvar na nek nivo. Zdaj veš, da moram mečkan pobrskati tudi po kakšnih teh bolj skritih momentih, ki se dogajajo pač v ozadju takšne serije. Govorim bolj o tem, ne, prej si omenila, da je bila igralska zasedba res med sabo povezana, da so res bili tako prijatelji in da ste se konec koncev res imeli tudi lepo, čeprav je bilo naporno, ne. Ampak verjetno so pa vmes bili tudi kakšni trenutki, ko je pa bilo toliko naporno ali pa toliko težko, da je bilo pa treba mogoče koga mečkan mal spet dvigant v smislu ga mal bodrit, sej bo, dajmo tako in tako, ali ni bilo takih momentov? Pa mislim, da nekih večjih kriz ni bilo, prav gotovo je bilo pač veliko teh nekih prigod, ki naj jih igralci delijo sami in povejo. Pač glavno je bilo pa to, da se pravi, jaz vedno rečem, pač oni so bili poletna kolonija na morju, in se tudi zdaj vidi, ko se srečujejo po tolikem času, ne, ko so skupaj, sej tega ne moreš, ne, tega zaigrati. Mislim, sej so igralci, ampak ne. Vidiš tudi v zakulisju, preden gredo pred ljudi, da so se res veseli in super so, no, super ekipa so. In zanimivo mi je, kako, ko pride do ene take priljubljene serije, ne, kako se potem, tako kot sem prej rekla, ljudje malo poistovetijo s kakšnimi liki noter, ne, hkrati pa vedno pol postane tako vprašanje, nekje tam na sredi, ko se začnejo kakšne zaljubljenosti, pa poljubi, pa tako naprej. Samo one dva se res tako gledata zaljubljeno, zihar sta tudi para, ne, tako. Ja. Kako v bistvu je to, res. Kako nas lahko, ne bom rekla zavede, sej vemo, da je fikcija, fikcija, ampak fikcijo gledamo zato, ker nam je všeč, ker se poistovetimo, ne, se drugače, tako kot z glasbo, isto tako, jo čutimo. Meni recimo bilo neverjetno ne vem, koliko jo gledalci poznajo, ta prva scena, ko se Mark in Lara zagledata tam v kempu, ko on pride v kemp, ona riše na tablo in ta njun pogled, spet, danes bo očitno tako, ko se ona dva zagledata, mi smo ko ti postavljaš montaže, v bistvu prve montaže, prvih 5 delov je seveda najbolj ključnih, ker zastaviš tudi, kakšen bo sound design, kakšna bo glasba, se pravi, z glasbo povemo, kako se počutimo, ne? Lahko prizor zapelješ kamorkoli. Lahko je romantičen, lahko je pa grozljiv. Ja. Tako da smo teh prvih nekaj epizod, jaz ne vem, jaz mislim, da sem jih videla 20krat, 30krat, montažer, sploh da ne govorim, Niko, absolutno, skratka vsi smo tega res pregledali, tako da smo na koncu že recitirali vse, kar govorijo, smo že znali tekste, ampak ta prizor, ko se ona dva zagledata, pa ne vem zakaj, ampak meni je vedno na novo bil isti, mislim, vedno na novo mi je bilo tako, koliko sta lušna, ne? Koliko sta lušna in je vedno, ko smo imeli premiero, pa smo tega že res pregledali, pa je bilo že, ne, malo, z neko časovno distanco, ampak je bilo kar tako, spet je isto naredili, tako da ja, mislim, da znajo, pač to je pač čar teh igralcev, ki znajo na ekran spraviti točno to, kar scenarij predvideva, ampak je pa zanimivo to, da ne samo, da naredijo to, kar vidijo, oni v bistvu te like oživijo. To, kar ti, na začetku, ko gledamo karakterizacije, kakšen je lik, kam se bo razvijal, kakšna je njegova zgodba, njegova linija cela znotraj sezone, 5 delov, skratka se gleda na različne nivoje, je lik tak, ampak ko ga igralec dobi v roke, ko ga naseli, je tudi tako, da mu ne bo prav, če bo izrekel nekaj, kar on čuti, da ne bi. Se pravi, da začnejo te stvari motiti, ker ga toliko zelo čuti. Ne? In včasih se zgodi tudi, da igralec lik v tem, kar je možno, ne moreš ti iz negativca narediti pozitivca, če je pač tako zastavljen, naredi nekaj popolnoma drugačnega, nekaj, kar si noben od nas ni predstavljal. Recimo zdaj v novi seriji, pa ne smem preveč povedati, ampak mislim, imamo en tak primer, ne, ko se je v bistvu lik zelo spremenil, ne, ampak ostal seveda točno to, kar mora biti. Tako da igralci tukaj imajo tudi velik del pri razvoju lika in da ga naredijo takšnega, kot ga potem ljudje, on začuti v bistvu, ne? Ampak koliko pa ima lahko tega manevrskega prostora, razen to seveda, da pač ne gre zdaj v drugo skrajnost. Mi se tako pogovarjamo tudi, ko gre za kakšne, a bomo to malo spremenili ali prepisali ali tako, ker tudi igralec na samem snemanju kaj doda, kaj pokrajša, tako, ampak vedno mora ostati v gabaritu vsebine, ki je določena. Se pravi, ti ne smeš spreminjati loka zgodbe, ne? Ti se ne moreš odločiti, da se midve zdaj ne skregava, ker čez
3 prizore bova imeli nadaljevanje tega, da sva se skregali, se pravi, ne moreš ti reči, tega se pa ne grem. Lahko pa to seveda odigraš drugače, ne? Ampak še vedno se bova midve morali skregati. Ampak način, kako to narediva, se pa lahko midve zmenva. Ne? Cilj mora biti pa isti. Tako da tukaj nekako ne smemo kršiti pravil, zato ker ravno zaradi tega, ker ne snimamo v zaporedju, včasih tudi mi nimamo vse epizode, ki jih snemamo. Pogosto še prihajajo scenariji. Ne? In ti v bistvu za kakšne stvari mogoče še niti ni jasno, tudi scenaristi spreminjajo kakšne loke, ker se tudi vidi, kako se zgodba razvija. In ne veš, kam bo šlo, in če bi zdaj ti spremenil v 3. delu nekaj, ne moreš potem bi se vse zlomilo. Zgodba bi se zlomila, tako da tukaj moramo biti kar previdni. No? Se pravi, če te zdaj pravilno razumem, scenarij kot tak, ni vedno nujno, da vi dobite že od začetka do konca vse že narejeno. Ne, štartamo s snemanjem, potem pač scenarij, ampak imamo že neko kvoto scenarijev. Pa verjetno tudi zgodba približno, kam bo šla. To, ampak produkcijsko recimo, čisto, ko se planira snemanje, to je tako ena taka zelo zapletena reč, ko planiraš in imaš, 20 igralcev in njihova razpoložljivost, ker seveda vsi igrajo in so v službah in imajo žive predstave in vaje. In ti v bistvu moraš nekako spraviti skupaj, pač snemalni plana, In zdaj pač snemalni plan je pomembno, da se veliko ne predstavljaš, ker premiki so čas. In to sestaviti skupaj je... To se sploh ne predstavljamo, po mojem, koliko je to enega dela. Tetris totalen. In tudi tako, veliko krat se zgodi, da nekdo zboli in je treba iz danes na jutro v bistvu zamenjati določene prizore, ker nekoga ni, določeni prizori odpadejo, biti zelo fleksibilen, ko snemamo zunaj, pač pride slabo vreme. Zdaj pa imaš potem, recimo kakšne cover sete, se pravi plan, ki velja v primeru slabega vremena, da se predstaviš nekam noter. Veliko enih varovalk za to, da snemanje res teče, ker še vedno je to 240 snemalnih dni, to je 3900 recimo skrito v raju prizorov, ki so dolgi od minute pa pol do 3 minut. In verjetno je tudi zelo pomembno, zdaj, ko to omenjaš, da dejansko je nekdo, si mislim, da verjetno ti, ki bdi nad vsem tem, v smislu, da danes nismo posneli tega prizora, zato ker je, ta zbolel, kakorkoli, ampak da zato ne pozabimo. Zato skrbi ta plan in dnevna produkcija. Zdaj ustroj je zelo velik. Pač jaz recimo sem ponavadi, recimo velikrat med snemanjem se zgodi, da v zgodbi nekaj ni jasno. A zdaj rabimo ta papir, to nam pa zdaj manjka, nek tekst. A bomo to še rabili naprej, a lahko pustimo tukaj, moramo nesti sabo. Skratka, jaz nekako bdim nad zgodbovnim delom, kam bo šel. Ko recimo scenografija recimo se zaplete ali pa ve, da ne bo snemala po vrsti, in ne ve, kam stvar gre in mora vedeti, moram vedeti, da bo nekje safe, in upozoriti scenografijo, mi pa safea do takrat še nismo imeli v tem prostoru, se pravi, kako bo tudi vsebina vplivala na scenografijo, kaj vse bomo tam rabili, kje bo nekdo šel ven, kje bo šel not, pač take stvari morajo biti nekako dorečene in jih potem moramo sproti držati. Tudi recimo v montaži, ko zaštartamo pač neko linijo z glasbo, z stilom montaže in z samim lookom serije, ko postavitveni režiser zaključi svoj začetni del, pridejo ostali režiserji, s katerimi tudi snemajo, seveda ne snema samo en. In zdaj, če ne bi bilo nekega krovnega pregleda, bi lahko zelo, bom rekla, ne bezlali, ampak zelo hitro gre lahko nekdo v svoj stil, ali pa kje spustimo, ali pa gremo v glasbo, ki jo nismo določili, ali pa nekaj novega. Skratka, nekako ta pregled, kam gremo, kako gremo, kje smo bili, tako, da v vsakem trenutku veš, ta bo šel tja, v redu je, pusti to tako v tem stilu bolj. Kar se tiče pa organizacije, pa planiranja, to pa moram povedati, da pa jaz nisem ta človek. Prosim, to je pa nekaj, bi bila mečkeno šokirana, zato sem te to vprašala, če si ti bdela nad vsem tem, pa ne, da ne bi bila organizacijsko dovolj močna. Mislim, da mi poberem preveč energije. Zdi se mi, da je to res zalogaj. Ne. Moraš biti človek za to, jaz mislim, da si zelo težko, lahko si organiziran, ampak če se pa z organizacijo ukvarjaš, pa ne vem, verjetno si lahko tudi kreativc, ampak mislim, da te organizacija tepe pri kreativih, ker vedno gledaš na dva konca, kako te bo tvoja ideja ubila pri organizaciji in sam sebe cenzuriraš. Tako, mislim, da to ne gre skupaj. Tako da organizacija jaz... Si bila zdaj prvič v takšni vlogi?
Pri Skrito v raju? Na splošno. Pri Skrito v raju v produkciji serije, ja. Mislim, sem že delala na televiziji in druge stvari, ampak prav v seriji pa ja. Pri seriji, mislim. Pri seriji pa ja. In verjetno je tudi... Prej pa bolj nadaljavo pri kakšnih stvarih. Ja. Je verjetno tudi za tebe to zdaj, bom rekel tako, kot en mali otrok, ki ni mali, no, ki je pač res rušil rekorde, ampak je kar zrastel. Kako je ta občutek, ko 2 leti nazaj recimo zaključiš snemanje in seveda se ne konča, ne, tako kot si rekla, potem je tukaj še montaža in mogoče še enkrat več ur kot samo snemanje. Koliko pada že mal ven iz tega občutka in potem, ko se serija spet začne, oziroma ko se serija končno začne predvajati, te spet posrka noter. Si jo gledala doma? Ne. Gledali so doma otroci. Jaz občasno sem preklikala, ampak ker sem vsako montažo pogledala večkrat, nisem je gledala, občasno kakšen del že, ampak da bi pa gledala tako združno, to pa moram priznati, da ne. No. Prebrala, koliko sem računala, 7500 strani scenarijev, predelala montaž, tako da... Dovolj. Recimo, ja. Koliko so imeli pa otroci kaj vprašanj še, ko so gledali serijo, ker so pač vedeli, da mama pozna ozadja? Kaj se zgodi? Ne vem, pozabila. Kaj se zgodi? Ja, ker nisem pač... Niti ne smemo razkrivati, kaj se zgodi. Pa tudi se mi je zdelo fino, da če že boste gledala, da gledajo to z nekimi relativno svežimi očmi, čeprav se veš, je težko, ne, ker živimo. Ja, in se veliko pogovarjamo in tako naprej. Ja. Zdaj, serija Skrito v raju, vem, da je veliko otrok gledali to serijo. Ne? In priznam, da tudi moja hčerka jo je parkrat in potem so prišli kakšni ali prizori ali dialogi, ko je pač 7-letnica, me pogledala in rekla, mami, kaj je on s tem mislil? Nič. In potem sicer, so bili vmes trenutki, ko so bili zelo lepa priložnost za vzgojo, za učenje, se pravi, da sem lahko kakšen pogovor zaradi tega razvila in se pogovorila. Hkrati se mi pa zdi, da otroci, ki gledajo takšno serijo, ali pa prej že kakšno drugo, ampak konkretno Skrito v raju, da ne vedno čist razumejo, zakaj se gre, pa jim ni to prav zelo pomembno. Ne? Se pravi, oni toliko padejo noter v to neko mogoče glavno zgodbo, da jim potem kakšni takšni trenutki niso sploh toliko pomembni. Tukaj se recimo tudi veliko pogovarjamo tudi z ekipo iz Pop TV-ja, ne vem, v kakšnih trenutkih, ki mogoče tudi o primernosti verjetno ali pa v zgodbi, absolutno. Jaz temu vedno rečem tako. Jaz mislim, da te dnevne serije so precej, kako bi rekla, precej družini prijazne, no, glede na ostalo vsebino, ki jo otroci konzumirajo danes že samo na televiziji, če gledamo pač informativne oddaje. Mislim, tam nima nobeden od nas nobenega pomisleka, kaj vidijo otroci in kako to spremljajo. Včasih smo tudi bolj papeški od papeža. Absolutno, kdaj tudi moramo znati razložiti neko stvar, pa v tem tudi ne vidim toliko težav, zato ker svet ni narejen samo prijazno in krasno in otrokom ne moremo vedno postlati in reči, vsi so fajn. Včasih se je treba tudi usesti pa se pogovoriti in reči, lej, takole je, ali pa ta je pa naredil narobe. Prav je, da vidijo tudi kakšno stvar, ki ni prava, seveda, če je to drastično, tega ne zagovarjam, da se ne bomo narobe razumeli. Ampak mislim, da te serije so ponudile, kar se tiče pa tega, kaj otroci vzamejo. A veš, to je tako, ne? Mi, ki smo, recimo, ki delamo, ne vem, v medijih, verjetno kakšno stvar gledaš, ne, in vsaj jaz vem, da vedno nekaj komentiram. Ne. Ne. Kako mi to vidimo. Otroci vidijo popolnoma drugače. Mogoče vidijo samo nek super lik, ne vem, vidijo eno mlado igralko, ne vem, Melanie, ki je vplivnica, ki je luštna, simpatična in vsi ostali, in jim je kul. Mogoče ne grejo tako v globino neke zgodbe, same serije in tako. Vsak vzame, se mi zdi, tisto, kar se ga dotakne. Vzameš pa itak tisto, kar je v tepa, ne? S tem, da prej si lepo rekla, ne ravno to najmlajši pa poročila, ne, ali pa dnevno informativne oddaje, ko velikrat imamo to prižgano kar tako malo nekje v ozadju. Mašilo in otrok v bistvu mimo grede sliši, ampak hkrati to, kar sliši, je realnost, med tem, ko
tukaj to je pa fikcija. Je pa super, da pač otrok vede, je neka fikcija. In tukaj smo potem starši tisti, ki bomo presodili, ali nam je v redu, da otrok gleda takšne stvari, ali ne. Ja, absolutno moramo tudi starši presoditi, ampak tako kot pravim, mislim, da nobena skrajnost ni dobra. Ni dobra skrajnost, da jih preveč spuščamo v ta svet, tudi konec koncev vseh socialnih omrežij in vsega, ampak mislim, da pa tudi ni prav, da jih pa res zavijamo v vato, da se delamo, kot da to ne obstaja, ker slej ko prej bodo vstopili v ta svet in bojo tam in se bodo morali s tem soočati. In neka zdrava kmečka logika, mislim, da je vedno delovala tako, kot je treba, Katja, mečkam si omenila novo serijo, prepričana sem, da ne smeva prav veliko o njej povedati, ampak zdaj mislim si, da če je Skrita v raju nastajalo toliko časa, pa potem po 2 letih smo jo lahko gledali, to pomeni, da približno isto časovnico zdaj? Tako bom rekla, serija bo krasna, snimamo zdaj že nekaj tednov, zasedba je odlična, zgodba je napeta, tako kot je že Pop TV objavil, pač zgodba v neki družini, seveda bo vsega spet v tej zgodbi. Kaj več pa, prosim, vprašaj Pop TV, zato da me ne bo potem da ne bo kaj narobe, ne? Ja, ampak bo pa fino, če smo bili prej na morju, smo zdaj tudi na eni zelo krasni lokaciji, tako da brez skrbi. Omenila si, da se zdaj že nekaj časa snema. Kaj to pomeni, da potem poletja letos prav veliko ni za vas? Ja, nekaj vmes pavze bo, ampak pavza mora biti tudi konec koncev za igralce. Večinoma so to igralci, ki so zasedeni v teatrih, ki imajo predstave, ki imajo vaje. Nekateri tudi 2-krat na dan, kar je spet Tetris planiranja, ali pa snimajo filme, recimo, ali pa druge projekte. Tako da bo absolutno, vedno nekaj pavze mora biti, ampak za ekipo v ozadju ta pavza recimo vsem tudi malo krajša. Tako da, ampak brez pavze ne gre. Mislim, da je brez veze, ker potem se to pozna na kvaliteti, ampak kot veš, se pač serije snimajo v poletnem času večino. In zato potem pride dopust mečkan kasneje, tista velik. Katja, omenila si radijski svet, pa televizijski že prej, iz radijskega sveta se tudi midve poznava. Moram te vprašati, glede na to, da spoznala sem te v času nacionalne televizije oziroma radija, pa potem sva skupaj sodelovali na komercialnem radiju. Kakšne so razlike, ker ne poznam veliko ljudi, ki je izkusil oboje. Kako bi ti opisala eno ali drugo? Jaz, ko sem bila mulka, se mi je zdelo, da absolutno ne bom enkrat delala na televiziji, ker radio je tako brezvezen, sem moč biti zvezda. Pa potem v srednji šoli, ko sem prišla na eno otroško oddajo, na Sobotno Raglo, na prvi program nacionalnega radija, sem se zaljubila. In v bistvu delala tudi na eni drugi postaji, na RGL-u vmes. Nacionalka, se pravi na Valu 202, smo ustvarjali zelo veliko enih zelo zanimivih vsebin. Na Valu mislim, da je kvaliteta Vala 202, da se kljub temu, da mogoče se komu zdi, da nacionalka malo stopa v ozadju, da je izjemno progresiven in izjemno sledi trendom in pa izjemno se skuša ukvarjati s tem, na kakšen način lahko ti zgodbo pokažeš v programu. Jaz sem se tudi veliko ukvarjala z audioprodukcijo, z imagingom, v bistvu producirala tudi zvočno podobo za Val 202. In meni je bilo vedno pomembno, da ti lahko isto zgodbo poveš zelo suhoparno, daš neko podlago in je to, lahko jo pa seveda narediš v zgodbo, v zvočno zgodbo, ker tudi naše serije brez zvoka ni. Realno, samo dialog bi bilo suhoparno, ne bi čutilo tega. Tako da veliko zanimivih vsebin in mislim, da nacionalka sledi nekemu drugemu vzgibu vsebine, kateremu si pa lahko privošči slediti, zato ker je to v njenem, bom rekla, zapisano, česa vse pač se more posluževati oziroma katere vsebine spraviti v eter. In meni se zdi to krasno, da imamo v Sloveniji pač možnost obojega in vedno me je zanimalo radio v celoti. Če ti vsak dan ješ isto jed, ne moreš reči, da tisto drugo ni dobro ali pa ne moreš primerjati obeh jedi. In zato sem bila zelo, moram reči, da zelo zadovoljna, ko so me povabili na Radio 1, tam sva se srečali, kot urednico programa, kjer je pa čisto drug svet, ki sledi čisto drugi dinamiki. To je brzi vlak, na katerega se usedeš,
in te ideje te peljejo in se ne ustavijo. In nekaj, kar recimo pa mogoče marsikdo, mogoče tudi ljudje, ki delajo na nacionalki, včasih malo zapostavljajo, pa to, da je ta brzi vlak zelo kvaliteten, da ta brzi vlak ne dela na pamet, da se ta brzi vlak zelo ukvarja s tem, kaj poslušalca zanima, kako se poslušalec počuti, kako poslušalcu pomagati, kaj lahko zanj narediš. In seveda biti zelo kreativen. Mogoče včasih nacionalka ne gre toliko v globino, kaj ljudem dejansko mogoče, ne vedno, no? Ne vedno, kaj ljudi zanima, ampak mislim, da je tako tudi prav, da obstaja oboje. Tako da meni se zdi, da sem ta radijski svet res tako, no, da ga pa zdaj pa res razumem, no, kako en in drug dela. In ko sem me vprašal, ko sem šla z nacionalke, pa kako boš, zdaj boš pa kar na komercialki, kaj je ena taka mal skrita vojna, ne? Nekako lahko, kar tako kot, pa mislim, kje ti je boljš? Ja, to je tako, kot da rečeš, ne vem, jagode ali banane, a meni sta oba sadeža krasna, ampak vsak na drug način. Pač en ima pluse, minuse, drug ima pluse, minuse in ne moreš tega primerjati. Lahko pa pač dobiš celotno sliko in veliko lažje delaš. Vzameš nekaj iz prejšnjega sveta, ga ustaviš tukaj. Verjetno, če bi se kdajkoli vrnila na nacionalko, bi mi to znanje iz komercialnega sveta, tudi zdaj pač ustvarjene serije, pa to zelo prav prišlo. Tako da mislim, da je fino iti ven v svet in ne ostati, vsaj zame, vedno v istem. Zato, ker tako v bistvu se malo brcaš v rit, se malo razvijaš. Pa širiš konc koncev. Širiš obzorja, malo drugače razumeš, ne zapreš se, nisi samo v nekem kokonu in me mogoče to veliko lažje. Mislim, meni je lažje, meni je to izziv. Meni se zdi, se nekaj, ko bom enkrat se štemplala, moram iti. Pač tega ne želim. Da. Enkrat radio, vedno radio pravijo. Kako bi ti rekla? Mislim, jaz imam posebno afiniteto do zvoka in posebno afiniteto do zvoka v zgodbi in uporabe. Jaz sem veliko teh podcastov pač zmontirala, v bistvu opremila z glasbeno in zvokovno. In se mi zdi to en tok izjemno močen način in medij. In sem zelo vesela, da obstaja zdaj toliko podcastov in možnosti, kako vse lahko vsebine spravimo do ljudi. In ja, zvok mi je, bom rekla, zvok mi je absolutno blizu in ga imam rada in se še danes v bistvu z njim ukvarjam, tudi v seriji. Ne? Mi je zelo pomembno, a slišimo, ne, suho je, ptički, mi smo v prostoru, nismo zaprti. Ne? Tukaj sem zelo glasna lahko. To mi je še vedno, se pozna to delo od prej. Tako da, ja, radio absolutno je nekje v meni. Moram reči, da kar se tiče vodenja programa, tega nisem že kar nekaj časa, 6 let. Odkar sem šla z Vala 202, ampak dobro, na druge načine nekako hranjam to kondicijo, tako da mislim, da zato ne pogrešam. No. Ja, ravno to. Delo na radiju pa nikoli ne reci nikoli. No. Val 202, tam, kot si rekla, zdaj 6 let, ne, ko smo te še lahko poslušali. Pogre hitre. Ampak vseeno, morda zdaj le kdo razmišljam, pa vseeno tok znan glas, kam jo ne dam. Ne? Tudi televizija je bila del tvoje kariere, še vedno je. Dobro jutro. Ja, tudi to. Ampak, če se vrnemo v zdajšnjo dobo, je Mario Galunič tvoj tesni sodelavec oziroma ti si tista, ki se nam oglašaš iz ozadja v oddaji. Zdaj me bo kregal, zato ker jaz že vsa ta leta, odkar sodelujeva, pa mislim, da bo to ravno 6 let, se izogibam temu izpostavljanju in mi je to zelo všeč. Tako da vedno sem govorila, ne, jaz se ne bom kazala, tako da ne. Zdaj sem požrla to besedo. Ja, zanimivo je bilo, ko sem jaz odšla iz Vala 202 in sem bila 1 mesec na Radio 1, pač zaključila, me kliče Mario, ne, in pravi, živo, a si ti še pri nas v službi? Skoro ne, Mario, kar sem šla. O, super. Zakaj? Rekel, pa bo pa še lažje. Veš, ker nisi, ne. In je rekel, jaz bi pa s tabo sodeloval. Pa jaz sem ravno kar odšla, mislim, kako ne?
Preko ne da je prid na sestanek. No in tako se je v bistvu ta zgodba začela. In Mario je en krasen človek z izjemnim smislom za humor, verjetno eden najbolj razgledanih ljudi, kar jih poznam, in z njim je čudovito delati, no, res. In tudi ta zgodba je taka, mi je ljuba, no, mi je zelo prijetna, rada to delam, z veseljem to delam in tako lepo mi je to ustvarjati in lepo se mi je skrivati. Ampak zdaj in zato imam še toliko veliko danes čas na nek način, da si prišla, zato ker vem, da nisem človek tako, čeprav je televizija bila del tvojega življenja. Sem bila še mlada, pa ne umem. Dobro jutro oddaja velik del, konec koncev, ne? Mislim, ustvarjala sem jo, mislim, da kot voditeljca. Takrat, ko se je začelo Dobro jutro, to je že zelo nazaj. Ne bova številke? Ne v letih, ampak sem bila res tako, ker rosno mlada. Tako da takrat je 2 leti, pa še TLP, tako. Ampak potem z Valom se je ta zgodba zaključila in vse ok. Tako da zdaj ta zgodba z serijami v ozadju je krasna. Kako bi pa rekla ali pa ocenila, se ti zdi, da je kakšna razlika delati v medijskem svetu glede na spol? Je biti ženska v medijskem svetu kaj drugače kot biti moški? To je zdaj tako triki vprašanje. Mogoče se v nekih določenih trenutkih ali pa bom rekla v malo bolj zacementiranih sistemih je včasih težje koga prepričati, ne vem, v kakšne stvari. Sploh, če posežeš recimo v kakšno tehnično plat ali pa v neko produkcijo. Ampak mislim, da ne, da na trgu se mi ne zdi, no, nimam tega občutka. Ni pa vedno vse lahko, ampak to ne pomeni, da zato, ker si ženska ali ker si moški, ampak zato, ker se pač treba matrati. Treba je delati, treba se matrati. In ne vem, ne počutim se, ali pa se nisem nikoli počutila, ali pa tudi mislim, da nisem imela toliko stika s tem, da bi imela občutek, da je pa res toliko drugače. Ne? Ja. Če pa je pa klinc, delaj pa dokaž. Da je lahko tudi drugače spet. Pač ni treba, da te vsaka stvar ustavi. Koliko te borbenosti imaš v sebi od nekdaj, ali se je to skozi kariero zgradilo? Pa mislim, da je eno z drugim. Nekaj v tebi se, verjetno tudi pri tebi, nekaj v tebi, veliko te pa izoblikujejo ljudje, pa izkušnje tekom dela, način, se pravi, ljudje, ekipe, izkušnje dobre in slabe, tvoje napake drugih, vse skupaj zapakiraš, potem probaš iti čim bolj pametno naprej. Kaj je tisto, kar recimo v poslu ne bi nikoli tolerirala? Se pravi, nekaj, kar, recimo, če greva zdaj na serijo, ker je res toliko veliko ljudi na kupu, kaj se ti zdi, da je tisto, kar pa res pri tebi, da rečeš, da je pa rdeča zastavica? Če nekdo jamra, pa nič ne naredi za to, da bi bilo drugače. Torej vloga žrtve malo. Ja, verjetno je veliko ljudi, veliko stvari, ki bi jih lahko še izpostavila, ampak to mi pa res, mislim, to ne pomeni, da jaz nikoli nisem nezadovoljna, pa ne šimfam, da sem samo srečna, daleč tega. Ampak se mi zdi, da veliko ljudi pa se samo usede in čaka in špila kalimera. Se pravi, nič mi ne gre. Pejt iz službe, pejt na trg, recimo, ne. Bori se, bod nekje in skušaj vse narediti za to, da bo drugače. Če si tako dober, zakaj si še vedno tukaj? Če imaš občutek, da te ne vidijo, pejt. Vem, da govorim o našem poslu, nikakor tega ne govorim za kakšne situacije ali druge stvari, to ne. Velikokrat so ljudje tudi nemočni in imajo razloge, zakaj pač nekaj počnejo. Ampak tam, kjer pa ni nujno, pa pogosto pač ni, pejt pa nekaj nared. Pejt ti spreminjati. Zakaj samo čakaš, da se bodo drugi spremenili zate? Ker se ne bodo. Težko, dokler se ne boš ti. To se mi zdi ena taka, Koliko se ti zdi, da je takrat pomembno, da imamo ob sebi nekoga, ki nas pa mal, tako kot ti zdaj le brcne v rit, pa reče, pojdi v svet? Največ. Zato, ker včasih sami smo lahko malo prestrašeni, malo neodločni, vidimo strahove, vidimo, kaj vse gre lahko narobe. Vsi smo kdaj tam in vse nas je strah v določenih situacijah in takrat mislim, da na koncu, kako bi rekla, ti še vedno noben ne bo
postavljal spomenika za tvoje delo, tudi če ti ga bo. Ljudje, s katerimi delaš, te ne bodo pogrešali toliko, kot te bodo pogrešali ljudje, za katere nimaš časa, zato ker delaš. In samo ti se te bodo spomnili. In na koncu je, mislim, da to najpomembnejše. Ljudje doma, da narediš vse, kar je treba, narediš garaž in vse, ampak to ni samo to. Ne obstaja samo to. In tisti ljudje tam, ki jim rečeš, ne morem, nimam časa, oni so pomembni. Mislim, da je to. Koliko tega časa pa si pri takem poslu, kot ga imaš ti oziroma oba s partnerjem, lahko vzameš? Več kot kadarkoli, zato ker si sama krojim delovnik. Ne rečem, da to ne pomeni, da delam manj ali pa da se dela manj, ampak verjetno v določenih okoliščinah lažje presodim, da kakšen dan pa nisem prisotna, pa verjetno zato naslednji dan delam dlje ali pa več. Ampak lahko si sama razporejam, kaj in kako si bom organizirala življenje. Mislim, da je to največja prednost, ki pride s tem. To najbolj cenim, no? To mi je najlepše. Čas zaradi tempa življenja, ki ga konec koncev večina zdaj tudi ima, ne? A veš, to s tempom življenja absolutno delamo več in so nam te stvari bolj pomembne, ampak večkrat razmišljam, nimamo časa, ne morem. Ampak koliko časa imamo pa za to, da scrollamo, vključno z mano, da se razumemo, nisem nič nobena perla, kvečem kontra kdaj. Ampak koliko časa imamo pa za te neke stvari? To pa noben ne šteje. Ko je pa treba iti, ne vem, na kavo ali na pijačo, tega časa pa ni. Ampak lahko pa zvečer na kavču, ne? To pa je. Tako da včasih se mi zdi, da mogoče tudi malo sami sebe, ne? S temi stvarmi. Ja, in da mogoče včasih, ne, se mi zdi, da pademo mogoče kar mečka noter v to neko rutino, če hočeva temu tako reči, ne? In je pač lažje zvečer biti ali na kavču, ali v postelji, ali kjerkoli in tako kot si rekla, ali malo pobrskati po telefonu. Cona udobja. Tako. Mislim, da je cona udobja. Zdaj se moram pa še... Ker sem malo stopila ven. Ravno so se zadnjič z eno krasno gospo ravno iz Pop TV pogovarjali, kako je v bistvu zanimivo, da človek ima včasih občutek, da ne more priti nekam ali k šefu, ali v neko okolje in reči ne bom, ali pa a lahko, ne vem, višjo plačo, a lahko druge pogoje, a lahko delamo drugače. Tako skozi imamo zadržek, kaj bo pa potem, ne? In potem, ko to narediš, reče nekdo, valjda, super, in si tako, zakaj nisem že prej? Resno, mislim, jaz sem se zdaj pripravljala na to in zdaj je vse okej. Kakšne strahove, v bistvu, kaj si vse naslikamo v glavi, ne? Kaj vse bo lahko šlo narobe, kjere scenarije vse napišemo v glavi, vključno z mano, kaj vse bo, potem pa nikoli ni tako. Nikoli ni tako. Temu se tudi reče mogoče malo ta komunikacija, ki jo imamo do sebe, oziroma pač ko preveč razmišljamo o stvareh. Hkrati pa ne samo, da čutimo morda ta strah, sploh ta višja plača ali pa več dopusta, to se mi zdi, da je sploh en tak večino je to v službenih okoljih, zato sem to izpostavila. Ja, ampak je en tak klasičen primer tega nekega neprijetnega dialoga. Ampak zakaj? Sami si rečemo, da bo neprijeten, ne? Ker, kot si rekla, lahko se pa mogoče v 2 minutah... Bo, ne? Tako, se itak bo, ne? Čisto dobro razplete, ne? Tako da včasih je treba imeti malo več jajc v življenju. A to se sme reči? Komu se to sme reči? Zelo všeč mi je, da si iskrena. Če se vrnem zdaj mečkam še k serijam oziroma k gledalcem. Kaj bi rekla, kakšni smo slovenski gledalci? Kaj je tisto, kar nas pritegne? A je to poseben tip zgodbe? A je to nek stil? A se to sploh da oceniti? Jaz mislim, da ne bi ocenjevala, da je poseben tip zgodbe ali način ali karkoli. Bi pa rekla, da se mi zdi, da slovenski gledalci, govorimo o povprečju, kar se je tudi zdaj pokazalo, radi gledajo domače vsebine, kar se vedno izkaže, ko gre za naše stvari, se pravi slovensko produkcijo nasploh govorim, je običajno ta gledanost in sprejemanje višje. Čeprav seveda veliko kritiziramo in imamo vedno zapovedati, ampak mislim, da imamo radi domače stvari. Sploh recimo
v poplavi vsega tega, kar imamo na voljo danes videti, ne? Na vse platforme, na katere se lahko prijavimo, jih plačujemo, gledamo različne produkcije, mislim, da je še vedno domača produkcija tista, ki šteje in ki je ljudem najbližje. Kar, če si bil kdaj na novinarstvu, je seveda eden izmed glavnih gabaritov je bližina zgodbe. Se pravi, če se zgodba zgodi v Sloveniji ali na Hrvaškem ali nekje, kjer je približno naše okolje, jo bomo doživeli drugače kot večjo tragedijo, kot če se zgodi, ne vem, nekje na drugem koncu sveta, pa se nam bo zdelo, to je daleč. Tako da mislim, da tudi to šteje in seveda zgodbe, ki jih vsi razumemo, ki so lokalne, in tudi nasplošno mislim, da se lokalne vsebine zelo dvigujejo, sploh na tem delu Evrope, srednje in vzhodne. Zelo močna produkcija je tukaj. Mislim, da je škoda, mislim, da bi bilo krasno, glede na to, da smo včasih sprejemali angleško govoreče serije, veliko lažje, pa mogoče španske, da smo se danes naučili gledati tudi tujejezične filme in serije, da imamo zelo drugačen odnos do tega, da gledamo brez težav romunsko serijo, grško, iransko, karkoli, in da mislim, da je tudi čas, da tudi Slovenija da se kam uvrsti in da ni nobenega problema tudi slovensko govorečo serijo, kar se je izkazalo za Skrito v raju na Hrvaškem. Na Hrvaškem, Ker smo vedno rekli, Hrvati pa Slovencev ne bodo gledali. Ja, pa je bila gledanost zelo, zelo fajn, ljudje so zelo lepo sprejeli serijo, tako da mislim, da se je čas spremenil in da je čas tudi za več slovenske produkcije tudi v mednarodnem prostoru. In ne samo glede serij, zdaj, serije sva obdelali in slišali, da se že snema tudi nova in tako naprej. Kaj pa z oddajam? Kje so tisti časi, ko smo ob nedeljah zvečer čakali Marija, ki je prišel v studio in tako naprej? Vem, zakaj se to zgublja, ampak... Zato, ker je produkcija lastnih oddaj in vsebin draga, zato, ker so... To je moj pogled. Zato, ker so licence zelo določene in točno veš, kam greš, kaj z njimi dobiš, kakšne like, konec koncev lahko govorimo o likih, potrebuješ za to, da bo stvar funkcionirala, rabiš enega, ki se krega, rabiš enega, pač določene osebnosti. In mislim, da je veliko lažje, kot če to sam odkrivaš, kot če ti v bistvu... narediš sam scenografijo, zaženeš neko stvar in potem jo plasiraš in potem ni gledana, zato ker nimaš vsega tega ustroja, know-howa. Mi vemo, da pri različnih oddajah recimo imaš v ozadju psihologe, ki pač tenstajo, zakaj, kako, na kateri točki se prelomi, ki je napetost, na kakšen način. Mislim, da glede tega, da tukaj nas pa, bom rekla, mal drži, mogoče tudi ta majhnost trga. Ko ti plasiraš neko stvar v Sloveniji, je pač trg tak, kot je, Če jo plasiraš na Poljskem, je toliko večja. Ja. Ampak serija je tudi bila plasirana tukaj, pa je doživela uspeh. Iz tega sem izhajala, da v bistvu verjetno... Zaradi oddaj, Pač časih, mislim, da je Pop TV tukaj zelo dobro vzgojil in naštudiral neko formo, nek format in se razvijal na tem področju glede teh serij. Pri nas je trg tako majhen, tako malo se producira, če že primerjaš z neko Srbijo, serij, filmov in podobnih stvari, da enostavno ti težko se zdrilaš kot scenarist. Recimo v tujini imaš ti scenarista za krimi zgodbe, imaš za medical drama, imaš za sitkome. Pač to so ljudje, ki so zverzirani v tem, ki so tega nekaj napisali, ki so uredniki, ki so showrunnerji, ki jim je točno jasen, ker moraš vedeti, da formati so v bistvu enačbe, pogosto, pa Faktor X še, ki se zgodi. Pri nas ti se težko zdrilaš v nečem. Pri nas en dan pišeš dokumentarc, kot scenarist, en dan napišeš film, en dan težko si nekdo z veliko kilometrine. In mislim, da pri nas nasploh je to problem. Pač količina produkcije verjetno, ne govorimo o produkcijskih ekipah, govorimo o vsebinskih ekipah. O teh, kjer se sploh lahko izrazijo konec koncev. Pogrešaš kakšen tip oddaj recimo v tem trenutku na naših televizijah, oziroma če bi imela zdaj tako čudežno palčko in bi lahko en tip oddaje
kar tako naredila, kakšen ta tip oddaje bi bil? Ne vem, mogoče sem stara šola, ampak jaz še vedno pogrešam neke bolj šov oddaje, ne, ki so včasih mogoče bile, ampak mogoče me pa tukaj že kaj povozila. Pa ne bom šla rajš v detajle, bom zaključila. Ja. Okay. Cilji za naprej, poleg serije, ki se ustvarja, se kdaj v kakšnem trenutku življenja spogleduješ s tujino? A veš, kako to jemljem? Tujina absolutno na podlagi mogoče kakšnega izobraževanja, pogleda na vzven, tako kot so prej govorili v radiju, ne? Da si malo razširi sliko, da nisi samo v tem našem mečkanem bazenčku, kakršnem koli že je. To absolutno, da bi zdaj rekla, da si noro želim iti v tujino in tam ustvarjati. Odvisno od pogojev, odvisno od tega, kaj bi bilo na pladnju in na kakšen način, absolutno smo odprti za vse. Absolutno si želimo, ne vem, ustvarjati dobro produkcijo kjerkoli in ne kakorkoli, ampak kjerkoli, zato da bo dobra in zato da bomo za njo lahko stali. Če pa za njo ne moramo stati, pa je pa bož, da je ne narediš. Kakšne serije sama rada gledaš? Jih gledaš? Si vzameš čas za to, da padeš not v kakšno serijo? Kar. Mislim, jaz imam zelo rada krimi. Aha. To imam zelo rada. Ne vem, recimo se to zdaj vsi govorijo, ampak ta Adolescence se mi je zdela, pač se vem, da je tak klišej postal, ampak to se mi je zdela en tak z produkcijskega stališča je to wow. Mislim, ti rabiš 10 minut, da dojameš, da je vse one take. To je, ko delaš serije. Če vejo to sploh po večini tisti, ki so gledali. Ne? To je bilo posneto pač zdaj le ta trenutek in tako. Ne? Prve minute do zadnje tiste epizode, mislim, so bile 3 ali 4, je vse one take. Prvi epizodi je toliko statistov, toliko dogajanja, toliko premikov, toliko teksta, da jaz, recimo zdaj nekako vem, kako, ne, pa planiranje, pa to, da to pripraviš in to narediš, to je res, mislim, wow, masterpiece. Že samo z organizacijskega stališča. Da ne govorim, da je tudi zgodbovno bilo tako, da te je potrkalo. Ni bilo tako enoplastna zgodba, kriv, ne kriv, na koncu obsojen mimo, ampak v bistvu te čiste zrušine, ker ne veš več, kje si. In to se mi je zdel, recimo, zihar in res, meni je bil to nek hud presežek. Kolikrat se ti pa recimo zgodi, da se pri kakšni serija konča, ne, recimo ali tak, ki si jo omenjala, ali Skrita v raju, ali kakorkoli, in da je konec, da veš, da je zadnji del in si rečeš, mogli bi biti kaj naprej. Ali naprej, ali pa mi recimo, ali pa pač ti konc ni všeč. Ni všeč, ne? Ti tako, Več sej vemo, določeni žanri zahtevajo, v določenih žanrih, ne vem, kot so ljubezenske drame in podobno, mi vemo, da ne moramo, težko končaš drugače, ne, kot končaš, vidno je pač ista zgodba, skupaj pa greš narazen, 100 zapletov, pride nekdo, skratka, na koncu se še vedno tik pred skregata, pa pol še zmeraj, ampak gledalec bi verjeten znoril, če ne bi dal na konc happy enda, ampak še zmeraj mi je tako pa, sej, pravijo tako, da začetek in konc sta določena v žanru. Point je pa, kako ti vmes peleš zgodbo, se pravi, kakšne zaplete ponudiš, kakšne napetosti, koliko preobratov, ali je samo pač ena linija od začetka do konca. V bistvu je bolj ta osrednji del, ki je pomemben. Ne? Na koncu pa itak veš, v tem primeru, da boste skupaj in to je to. Ne? Ampak vse vmes šteje. Ja, vse vmes šteje, ker te prepriča v to, da se že ti boriš, da bosta, ne? Čeprav veš, da bosta. Ampak ta zgodba vmes je pa zelo pomembna. Mislim, da je to napetost najtežje držati. Ja, in ta napetost se mi zdi, da včasih, ne bom zdaj rekla, lahko preide v odvisnost, ker zdaj ni to toliko hudo, ampak vendarle pa se zgodi, sploh s temi napovedniki na koncu, ne? Pri kakršnikoli seriji, da nas potegne noter in jaz priznam, da redko gledam serije, ko pa jih, se moram pa res ustaviti zvečer in reči, sej deli me bojo počakali, ne rabam iti naprej, me bojo počakali. Ja, in potem je ura polnoči ena in še kar, še enega, še čist malo. In potem vidim napoved in kažem, samo da vidim. Pa ta malo traja, ne, tako, še celo epizodo. In je malo ima zasvojenost moment vmes, ne. Ampak je hecno, recimo, jaz, ker sem pač veliko se v te
probala nekako razumeti te scenarije in kako potekajo, pa recimo tudi trilerja, ne, kako so zasnovani. In tudi v bistvu po eni strani mi je žal, ker ko danes gledam, ne, sem tako, a vidiš, ne, zdaj so nastavili to, zdaj je to. Na začetku je problem, potem ga nekdo izzove, potem nastavijo uro, ne, se pravi, če v 3 dneh ne boš naredil tega, ker je to potem drill, 2-krat mu ne uspe, vmes dobi nekoga, ki mu pomaga, ki ima veščine, ki jih on nima, mogoče je to celo love interest ali pa ne, in potem na koncu še enkrat orang za ne, in potem seveda skupaj nekako zmaga. Tako, format že poznaš, ne? Ne vedno, ampak mi je tako, evo, zdaj se pa nastavlja. Tako da včasih ti malo mogoče ta mal magic zgine, ampak dobro, gledaš pa pač, kako so zastavili, kako so pelali, kar je pa še vedno težko narediti in spisati. In definitivno najlažje biti pa vzuni in biti pameten. To pa, ja, couch komentator, ne, ampak zagotovo gledaš pa popolnoma z drugimi očmi kot nek povprečen gledalec, ne, ker te zanimajo verjetno tudi čisto druge stvari v seriji. Kolikrat opaziš v filmu ali v seriji tiste skrite napake? Vedno, ko jih opazim, sem najbolj srečna na svetu. In bi kar kričala, verjetno, da si jih, ne? Meni se zdi, tudi recimo v Skrito v raju se je pojavilo par takih, ne vem, enkrat drži brisač v tej roki, drugič v tej, ne? Ta kontinuiteta, to je treba povedati, to je izjemno naporna zadeva. Se pravi, če sem jaz zdaj v tej roki držala in potem snimam, ne vem, čez 3 dni, ne, in pač mora tajnica režije vedeti, v kateri roki je nazadnje se je končalo. In to včasih pač se izmuzne. Izmuzne se veliko o čem, ne, ampak na koncu pač opazijo gledalci. Tako da se dogaja in se zgodi vsakmu, ampak meni je to zmer žur. Recimo, zdaj omenila si brisačo, je še kakšna takšna bila? Pa vem, da je bilo nekaj z nekim obročem, pa za neko frizuro, pa tako, no, take zadeve. A veš, ker pač ti si končal in si imela liste tle, tako, potem naslednjič je pa problem in jih imaš druge. Zato recimo obstaja pri nas prav cel sistem, pač program, v katerem nekako si sektorji, ne, scenografija, maska, kostum in vsi tudi delajo fotke, ne, recimo kostuma, kako si izgledala, ker moraš imeti enako frizuro, enake uhane, zato da naslednjič, ko recimo se ta prizor nadaljuje, ga dejansko da vejo, ne? Pogledaš slikce, okej. Ne. Ja, ker to je res takšna količina, da je težko si vse zapomniti. Težko, pa tudi jaz si ne predstavljam, kako so to včasih papirnato počeli, prisežem. In so, in dobro. To si pa ne predstavljam, iskreno. Kako ste to obvladovali, to količino podatkov, kakšne so bile to? Saj nekateri imajo še vedno na papirju, marsikaj. Na papirju je tako. Vsi včasih izkazali, da ni tako slabo v kakšnem trenutku, ko se je kaj sesulo. Da je mogoče tudi fajn imeti še kaj na papirju. Ja. Katja, najlepša hvala, ker si prišla. Ja, hvala. Res sem vesela, da nisi samo za kamero, še vedno te bomo za kamero radi poslušali. Čim več uspešnih serij, naj bo tudi tale naslednja, ki se zdaj snema tako, naj ruši rekorde, naj nas preseneti, naj bo polna izzivov, zapletov, razpletov in tako naprej. In vse dobro ti želim. Delamo na tem. Hvala lepa, Eva, za povabilo. Adijo.